enkrat gotovo lahko rekli tudi legende konjiškega športa. Šport je v Konjicah prisoten, je odmeven. To dejstvo lahko podkrepimo vsi danes zbrani in vsi vi, ki v občini Slovenske Konjice sodelujete v več kot 40 športnih društvih. Ponosni smo na tako število športnih društev, občanov, ki radi športajo. Preko društev je bilo prijavljenih več kot 2370 aktivnih udeležencev v športnih programih. Hkrati pa imamo še vrhunske domače športnice in športnike, ki trenirajo širom Slovenije in tudi v tujini. No, pridemo na uradni del ogrevanja, oziroma na uradni del, pa predlagam malo ogrevanja. Kot vedno pri športu se je treba dobro ogreti, da ne pride do kakšnih poškodb, zato prosim, da zdaj posamezno ustanete vsi, kar pogumno, vstanite, ja, tako, iztegnite roke, ja, ok, roke naprej, super, to je zdaj prvi del. Zdaj pa prosim, če se vsi vstanete nazaj dol, sedete nazaj dol, tako, in zdaj bomo šli tamle z leve strani tribune, pa bomo naredili tak mehiški oziroma konjiški val. Smo pripravljeni, stegnete roke in gremo dol, 3, 4, 5! In nazaj dol, super, to je bilo naše ogrevanje, hvala in zato smo lepo lahko vsi skupaj zbrani pokazali, kako cenimo konjiški šport, hvala za tale konjiški val in skupaj smo se zamislili še eno malo popestritev danes, da ne bo preveč, da bo bolj dinamično, bomo rekli, ne? In bomo rabili pomoč čisto vsakega tukaj med vami. Dejansko je stvar čisto enostavno. Vsakič, ko boste slišali, naj dva reči športniki, trikrat na hitro zaploskajte. Športniki, gremo še enkrat trikrat. Športniki, super, odlično. Bravo, evo, zdaj pa nam malo še potreniramo, zato zdaj zbrano morate poslušati, ker samo takrat pa rečemo športniki. Ok, super. Špageti. Vemo, kdo je še malo nagrada. No, sicer pa skupno bomo letos podelili 64 priznanj in pohval našim športnicam in športnikom. Hvala, odlično. Najprej pa besedo predajamo župan občine Slovenske Konjice, Darko Ratajcu. Lep dober dan, spoštovani, športnice, športniki, starši, voditelji športa, funkcionarji. Torej, najprej lepo zdrav moje imeno, imeno vseh občanov občine Slovenske Konjice. Kot je bilo rečeno, ja, mi smo športna občina. Preko 40 športnih društev v naši občini in veseli smo, da je temu tako. Pri nas je šport raznovrsten. Mi smo 2 leti nazaj sprejeli strategijo športa občine Slovenske Konjice, kjer smo na nek način tudi zastavili delo za naprej. Ker veliko delo nas čaka tudi izgradnja prizidka teh športnih dvorani, kar smatramo, da je že premalo. Toliko interesov, toliko je potreba. Dovolite, da vsem prejemnikom danes čestitam za ta priznanja, ki bodo dobili, da se zahvalim vsem sponzorjem, ki pomagajo po športu, kljub temu, da občina kar nekaj denarja namenja, ki ga je bilo premalo. Hkrati pa tudi veliko zahvalo vsem funkcionarjem, ki prostovoljno in volontersko upravljate to pomembno delo za našo občino. Življenje občine ni samo asfalt, je tudi dogajanje, je tudi šport, je tudi kultura, je tudi družabnost. In gledajte, kaj pomeni šport, kaj pomeni druženje, smo bili sedaj v 2 leti, ko tega ni bilo. Upamo in želimo si lahko samo to, da je tega sedaj konec in da bomo lahko normalno zaživeli, da boste vi in vaši otroci lahko se športom ukvarjali aktivno, vse generacije in tudi mi, ki smo malo starejši, temu primerno. Torej, še enkrat hvala lepa, je dan še naprej in še enkrat iskrene čestitke se vzajemno. Hvala lepa.
Ja, leto 2021 je bilo res eno posebno leto, kljub drugačni situaciji, pa lahko poseških koniških športnic in športnikov rečemo bravo, kapo dol za vso našo lokalno skupnost, ker za nas predstavljate gonilo športa. Športni dosežki so kot eno veselje in nas razveseljujete, nas občane in nas motivirate in večkrat poljubšate naš dan. Pohvala vsem občankam in občanom, ki so v preteklem letu našli motivacijo za to, da se športno aktivirajo. Nedvomno so naredili nekaj zase, tudi če za vložen čas energijo niste prejeli medalje ali plakete. Vsako leto nas je več, skupno pa bomo letos podelili 64 priznanj in pohval. Zdaj pa prosim, da se nam pridruži Laura Krnačan, direktorica Zavoda za šport Slovenske Konjice, ki bo predala priznanja najbolj perspektivnim športnikom do 16 let. Laura, pa me vsega zanima, kako zelo rada imamo v Slovenski Konjici po občini Slovenske Konjice šport? Jaz bi rekla, da zelo, glede na to, koliko nas uporablja športne površine. Torej, naši perspektivni športniki v občini Slovenske Konjice do 16 let. Najprej vabim iz Goriške atletske šole Zojo Gašpar Štante, da se nam pridruži. Zoja, Prosim, da se nam pridružijo Janša Sodin. iz Alpske šole Rene Račun. Tudi Jan Jelič. Vika Vima. Dobrodošli tudi Uroš Odricek. Jan Šterec iz košarkarskega kluba Slovenske Konjice. Dan Pesjak. Oskar Ušak. Zagovornik Uškodinja Žan Adam. Kaj Srečana. Ciril Domen. Iz ženskega košarkarskega kluba Hovi Konjice naj pride gor Žana Sljuka. In Maca Abajko. Zdaj govorili športni Maja Konc, Bračič iz Karate društva Loče. Juri Gašper Konc Bračič. Karate klub Seki, predstavnica Žana Jerešič. Gabriela Krgar. Ivan Šimerović. Timo Brles. Slikavec. Potem iz Zavodov društva Slovenske Konjice Matej Novak. Športno društvo Multišport Veliko Brejček. Tine Podgranček. Tudi Žan Krasec. In iz Teniškega kluba Slovenske Konjice Lara Jurič. Bravo, odlično. Super se, povej mi, zakaj bi moral vsak na dan preteči vsaj 2 kilometra. Odlično. Kateri šport je tebi najboljši? Zakaj? Zato,
povej, kdo je tvoja najboljša prijateljica pri tem tvojem športnem udeleževanju? Zakaj? Zato je odlično odgovor. S katerim športom se lahko ukvarjaš? In kaj je bil največji trenutek, ko je bilo 27 na tvojem področju? Kaj je našega, kar se zdaj dosegel in vsega presegel, lahko izpostaviš? V prvo peterko, odlično, aplavz! Ponosni smo več čisto na vsakega od vas, kako da športate še naprej, da bomo lahko še naprej tudi poročali o vaših športnih dosežkih. Tako da nekaj budno, da se vidite tako zelo krasno, se mi fotografira. In bliže vam pa lovilo Tržič Puški, Goriška kmetijska šola. Potem Eva Kovačič. Žiga Tržič Puški. Blaž Matavč. Pogovarjamo za celovno ekipo Pionir U12. In ekipo Pionir U16. Ker seveda ekipa na škodnici, to naprej pogovorimo. Ekipa Goriška kmetijska šola. Predlagam, da pogledate zboljšo, to so še ostali, ki bomo danes tukaj videli. Sicer Alpska šola je naslednja, Vika Vipa je bila že tukaj, pa je še ena kamera, da se pridružim. Tudi Vika Grozanka. Ženski košarkarski motor Slovenske Gorice in Primorje Niže, Zala Šrot. Ajša Slika, Dana Olčina. Katrin Duško Loče, Miha Ločnikar. Tudi Luka Poprišnik. Iz Karneki Vasili, Anna Asamačić. Anda Borač. Aleksa Dujanović. Andrej Janović. Ljubav Zula. Karolina Persić. Tadej Masa. In Vato Masa. Pa še Eva Kovačič. Elej Rizvanović. Potem iz Slovenskega društva Luka Jurič. Tudi Ivan Brnec. Da se potem malo povprašuje, malo športnike, ti ne poveš, kako je tebi ime? Tadej, kdo je tvoj najljubši športnik? Šiki, kaj pa treniraš šiki? Se vidi športom se zove. Pardon, malo, a ti tudi kaj te treniraš? Koliko časa že? Bravo, ena aplauz, trojka, da ne malo se tam skupaj. Evo, da ne bom bil zadnje malo še vprašati. Ti Mladenič, Enej, kdo je tvoj najljubši športnik? Hej, bravo, vidimo, kar tistega, zdaj pa tudi mogoče ta mladi smučar, daj ti meni povej, kdaj te bomo videli na fiziku? Čez 6 let? Jaz mislim na 5. Eno pas. Ajde, drugo se mi
Vsi ste odlični, vsi ste fenomenalni, hvala vsem. Laura Krančar, preden se poslovimo, pa naj jo zanima seveda še ena stvar. Prej smo govorili o tem, da v slovenskih Goricah nimamo samo tistih, ki se športom ukvarjajo do 30. ali pa do 40. leta. Kakšna je starost športnikov, ki se športom še ukvarjajo v slovenskih Goricah? Dokaj gre? Zdaj smo dobili v bistvu nekaj star, najstarejši, rečemo, da do 100. Do 100, odlično. Prihodnje leto bo tudi ta kategorija izpostavljena. Sicer pa lahko povemo, da imamo seveda tudi v slovenskih Goricah krasne upokojence, ki se športom zelo radi ukvarjajo. Ja, Društvo upokojencev Slovenske Gorice, naj povem, da so prvo mesto v upokojenski zvezi, igrajo pikado, šah, stezno kegljanje, strolo na vrvici in tudi streljajo zračno puško. En aplavz tudi za Društvo upokojencev. Tako da vsi ljudi, ki so danes dobili seveda, ko je priznanje za posebne dosežke za športne, pričakujemo, da bo se ostali do 100. leta. Hvala. Tako, sedaj pa na prizorišče vabimo Mateja Šerega, predsednika Sveta zavoda, da bomo dobili priznanja za rekreativne in druge športne dosežke. In seveda ne moremo biti brez kakšnega vprašanja, Matej, kateri je pa tvoj najljubši rekreativni šport? Danes tenis. Danes tenis, kaj pa včeraj? Včeraj tenis. 10 let. 10 let nazaj pa kaj. Ja, se pravi, še vlada, že bi lahko zdaj nekaj pobliskala, da? Tenis napada. Ja, tisto verjamem. Tako, zdaj pa vabimo, da se nam priključijo. Iz plezalnega kluba Slovenske Gorice Bogan Založnik. Slovenske Gorice, Primož Rišer. In zadnji kluba Slovenske Gorice Timotej Levina. Povejte, kaj vam pomeni biti pohvalni občini Slovenske Gorice? En dober občutek, ne? Definitivno. Kaj pa tebi pomeni biti pohvalni občini Slovenske Gorice? Koliko let se že ukvarjaš s svojim dosedanjem rekreativnim športom? To je več od 10 let. Pa se še boš ukvarjal 10 let? Super! Ja, hvala lepa za enkrat že čestitke. In seveda je tega seveda prosila, da še nekaj bodo sami z nami, saj bomo podelili še priznanje za najuspešnejše in zaslužne delavce v športu. Prosim, da se nam pridružijo. Iz novoletnega društva Dravinja Petra Pec. Ženski košarkarski klub Slovenske Gorice Simon Tajkar. Tudi predstavnika plezalnega kluba Slovenske Gorice vabim, da se nam pridruži na odru. In seveda z Generalnega društva Slovenske Gorice Robert Ratajc. Izvajamo društvo Slovenske Gorice Jarek Bodoš. Generalnega Gorice Dušan Grubiš. In klinični klub Slovenske Gorice Emil Martinšek. Še seveda v vrsti prebirali, jasno. Povejte, zakaj se splača vztrajati v športu? Zakaj se splača vztrajati v športu?
Ja, se tudi pomočni so da ključno delo, ne? Kaj pa vi, kaj se vam zdi, zakaj je vredno ostati v športu? Ja, treba ustrajati za zdravje, potem če je kakšen dober rezultat, je kakšna nagrada. To je tako vedno vprašanje, je vedno pride, ne? Če je priznanje, pa priznanje. Odlično, enako vprašanje. Zakaj se splača ostati v športu? Zato ker lepo. To je to. Ne bi mogel sam boljši vedeti. Odlično. Ja, hvala vsem, da ustrajate, da govorite ljubezen do športa in jo prenašate tudi na mlajše generacije. Kapo dol tudi za tale priznanje in za vaše dosežke. Nismo pa še čisto končali s podeljevanjem priznanj, ker v občini Slovenske Gorice se dogajajo športom samo ne vem, zadnjih 10, 20 let, ampak že mnogo prej, bomo rekli, tudi na različnih področjih. Zato je zdaj čas, da podelimo priznanje Nautic klubu Rogla, ki ustraja že 20 let. Dobrodošli, Je prav, če rečemo, da ste zdaj še na dobri petini svojega ostajanja, kar se tiče Nautic kluba Rogla. Še zostane dobro, da se ne bo vprašati, še bolje, da nekaj tako na koncu. Odlično, kako je bilo temperatura morja? 12 stopinj. Kdaj pa bo trening na Rogli? Ja, vem, nekaj smo mali ljudi, nekaj so komu pa verjetno nekaj. Če ne na Rogli, da še če drugi. Odlično, bomo javili dan na novi fotografije, bomo javili brez skrbi. Sicer pa najlepša hvala in seveda še obvezno fotografiranje za arhiv. Približujemo se nekemu delu današnje prireditve, ko bomo podelili priznanja za najboljšo športnico in športnika v minulem letu. Še prej pa prosimo, da se nam pridruži župan občine Slovenske Gorice Darko Radajc. Zdaj podeljujemo priznanje za najboljšo moško športno ekipo. Zasluženo jo dobijo športniki. Članska ekipa nogometnega društva Dravinja ustraja že skoraj 90 let. prosim predstavnika nogometnega društva Dravinja, da se nam pridruži. Tako predstavniki, kje ste? Evo, odlično. Postavljamo se zadnje fotografije, obvezno, takšne samo si dogodki. Punce, kaj mislite, katere bodo pričakovali? Ja, dobro, poznate, najboljša ženska športna ekipa v občini Slovenske Gorice v minulem letu je ekipa ženskega košarkarskega kluba Gorice. Naše traja, da nas ne bodo športnice.
Tako, da bomo dobili malo petina, bomo rekli koš, ne? Tako, zdaj pa smo prišli do dveh najboljših športnikov v minulem letu. Danes je sicer nažalost ni z nami, ker trenutno, ampak smo se pogovorili z njo, jo čestitali in ji kličemo seveda vse najboljše za tvoje dosežke. Igralka tenisa, naša najboljša športnica leta 2021 v občini Slovenske Konjice, Tamara Zidanšek. Sicer pa naj povem, da smo uspeli tudi približati naših športnih novinarjev na Jure Velike poklice in pogovor s Tamaro Zidanšek, ko ste lahko slišali jutri v jutru v Radio Ormož. Zanima me, katera na svetu je trenutno Tamara. Vemo, da je že 22, ne? Trenutno se 20, a vidiš, 20 celo. Trenutno pa je 27. In kaj dejansko vam pomeni, da imate praktično eno najboljših igralcev na svetu za svoje oči? Ja, zelo lep občutek, zato da sem zelo zadovoljen, ker ona izpolnjuje svoje sanje. Mi pa pomagamo koliko tako od samih začetkov, in tudi komu drugemu pomagali. In v tem trenutku želim čestitati vsem, ki so se kakorkoli ukvarjali s športom, pa z drugo dejavnostjo, seveda vsem dobitnikom priznanja. Hvala lepa. In takole, lahko rečemo, da za najboljšega športnika občini Slovenske Konjice v letu 2021 pa vemo, da je tukaj. Ja. Vabim, da se nam pridruži Tijan Narod. Tijan, zdaj pa res sedaj vprašanje, koliko dni na leto ti sploh treniraš? Ja, v bistvu smučarski nimam bolj 180, koliko pa še kondicijski trening, vse ostalo, tako da boljše vprašanje je, koliko ne treniram. Koliko dni ne treniraš? Ne, zdaj neki pauze ne imeti, ampak čisto, da se pa res čisto prosimo, recimo, prijetno leto. Zdaj, glede na to, da vemo, da si ti zelo dober v slavu, kako kaže zdaj na slavu? Še ni tam, ko bi ga rad imel, ampak se trudim. Bomo držali pesti v novi sezoni, čestitke za tole priznanje in uspešno v naslednji sezoni. Se mi se ne pravi, človek, če se ni več od 20 minut, se bude malo razgibati, tako da bomo spet nekaj višli. Naredili sami, fante, nekaj da gremo. 3, 4, gol! Tako! Hvala vsem športnikom, vsi ste vrhunski in ostanite tako dolgo še naprej, ker z veseljem poročamo o vaših uspehih in smo na vas res izjemno ponosni. Športamo še naprej, ker se bo v občini Slovenske Konjice še veliko dogajalo. In v Avli športne dvorane Slovenske Konjice vas čaka pogostitev, dragi nagrajenci, in zato dajte
se malo družiti in zabavati, ker tudi to je pomembno. Športanje, še druženje, kaj hočemo reči. Ne pozabite, da se lahko fotografirate z zunaj v fotoboostu, lahko še napovemo, da se nam v naslednjih mesecih obeta zelo pestro dogajanje na skali, kjer seveda boste lahko dokazali, kako zelo dobri ste v tem in kolikokrat lahko v enem dnevu, ali pa mogoče celo v enem dnevu pridete na skalo in nazaj. Hvala za vašo pozornost, hvala, da ste prišli športati z nami v Slovenske Gorice in zdaj seveda na zasluženo odpustitev. Hvala lepa. Gorica 2025, razno na